Dragi moji, dobro jutro tudi z moje strani. Evo, vidim, da so v chatu tudi Simona Tekavec, Špera Burlovič in Sandi ostalim zaželeli dobro jutro. Nekaj vas še spi, pa so prsti še otrpli in tipkovnice ne najdete. Lepo bi rad pozdravil posebej tiste, ki jih trenutno vidim, pa nikogar takega ni. Tako da pač ostajam pri klasičnih dobro jutrih. Aha, zdajle je zaživel tudi chat, ok. Vaši prsti se ogrevajo, dobro jutro, saj veš, kdo te bo posebej zdajle lepo pozdravil. Mi kar pomahaj sama, preden da te imenujem, tako je, Tina Vesna, dobro jutro. Lepo te je videti. Saj veste, kaj bom danes rekel, full moon fever, ne, polna luna. Polna luna, kaj to pomeni? Ob sredah imamo vedno kremenčkove, danes sicer ni sreda, tako da jih bomo imeli jutri. So pa zato vsi moji kristali že od sinoči bili zunaj na polni luni, tako da so se očistili po naravni poti. Celo steklenico, v kateri imam vodo in noter nekaj kristalov, sem imel zunaj na balkonu. Moram reči, da sem zdajle zjutraj že pil tisto vodo. Ne vem, ali gre za placebo efekt ali gre za kakšno resnično dobroto, ampak vam povem, da boljše vode že zelo dolgo nisem pil. Tako da, danes je, če se ne motim, 8. november. 8. november, kot mu Slovenci radi rečemo, listopad. Zato bomo zdajle najprej povedali par zadev v zvezi z 8. novembrom. Tako kot vedno bom poskušal narediti tale dogodek multimedijski, če mi bo uspel, seveda. Samo trenutek. Takole, čeprav vi vidite zdajle enega gospoda z brado, a je res? Dajte mi napisati v chat 111, če vidite tegale bradonjev, ki nisem jaz na ekranu. Vidim, da mi tlele ena blond lepotica kima z glavo, aha, pa tudi enke se pojavljajo, dobro, očitno mi je uspel. Ok, tale gospod z brado, ki nisem jaz, ima en dogodek povezan z 8. novembrom, in sicer leta 1895. Tole je namreč nemški fizik Wilhelm Konrad Röntgen. Ne, z 2 pikcama gor. In ta model je proizvedel in zaznal elektromagnetno sevanje v območju določenih valovnih dolžin, ki si jih je pač izmeril. Danes to elektromagnetno sevanje poznamo kot žarke X ali drugače povedano kot rentgenove žarke. Omenjeni fizik, ki je za omenjeno odkritje leta 1901 prejel prvo Nobelovo nagrado ever, in to Nobelovo nagrado za fiziko, je s svojim delom naznanil dobo moderne fizike in revolucioniral diagnostično medicino. Ok. Tale naslednji nima brade, je sicer slika narejena kakšnih 50 let nazaj, takole bi ocenil, tiče se pa 8. novembra leta 1935, danes namreč rojstni dan praznuje, še je živ, Alain Fabien Maurice Marcel Delon.
francosko-švicarski filmski igralec, ki je ena od legend francoske in svetovne kinematografije. Alain Delon, o njegovi biografiji ne bom izgubljal besed, danes 87-letni igralec pa je v zadnjem času največ prahu dvignil z izjavo, da se od svojega življenja želi posloviti s pomočjo evtanazije. Alain Delon od leta 1978 namreč živi v Švici, kjer so evtanazijo tudi legalizirali, in leta 2020 je na to temo v intervjuju za francosko TV5 Monde dejal: "Sem za evtanazijo, ker pač živim v Švici, kjer je ta možna. In drugič, ker menim, da je to najbolj logična in naravna stvar, ki jo je mogoče storiti. Človek ima namreč pri določeni starosti v nekem trenutku pravico, da mirno odide, ne da bi doživel bolnišnice, injekcije, pa verjetno kakšno previjanje in tako naprej." Skratka, težko se je s to izjavo ne strinjati, ampak težko se je pa tudi z njo strinjati, ne. Tako da. Tretji dogodek, povezan z današnjim dnevom, je precej romantičen. Na današnji dan leta 1990, kar 32 let je že tega, jaz sem zgrožen nad tem podatkom, Christopher Joseph Isaac, ameriški pevec, tekstopisec, kitarist in občasni igralec, sicer pa glasbenik, ki ga poznamo pod imenom Chris Isaak, je izdal singel z naslovom Wicked Game. Težko verjamem, da ga ne poznate prav vsi. Herb Ritts, znameniti fotograf, je režiral ikonični video za omenjeno skladbo. V njem je tedaj ena najbolj znamenitih manekenk, Helena Christensen, zapeljevala Chrisa Isaaka na plaži. Leta 1991 je zadeva prejela MTV Video Music Award za najboljši moški video, najboljšo kinematografijo in najboljši video iz filma. Redno se pa ta posnetek pojavlja na seznamih tako imenovanih najbolj seksi glasbenih videoposnetkov vseh časov. Če si ga še niste pogledali, tipkajte v YouTube Wicked Games, Chris Isaak, pa si ga boste, ne. Tale ni toliko romantična. Leta 2002, današnji datum, torej natanko 20 let nazaj, se dotika iraške tako imenovane razorožitvene krize. Varnostni svet Združenih narodov je v skladu z resolucijo 1441 soglasno potrdil resolucijo o Iraku, s čimer je želel prisiliti Sadama Huseina, da se razoroži ali pa se sooči, kot so zapisali, z resnimi posledicami. Iraški diktator se, kakor vemo, pritisku Zahoda in ZDA, kamufliranemu v Združene narode, ni uklonil in sledila je vojna. Izkazalo se je, da v Iraku ni nobenega orožja za množično uničevanje, niso ga našli, država je bila razrušena, kruti Sadam, dajmo biti iskreni, je bil diktator, je bil pri tem ubit, napadalci pa nikoli in nikjer obsojeni. Mislim, da sem svojo vrednostno sodbo ravnokar povedal. Leta 2016, še ena malo politična, čisto politična. Na današnji dan je republikanec Donald Trump leta 2016 bil izvoljen za predsednika Združenih držav Amerike. Na volitvah je po zaslugi, če tako rečem, kompliciranega sistema premagal demokratko Hillary Clinton, ki je sicer prejela 2,9 milijona glasov več od svojega konkurenta. Kot zanimivost, Hillary Clinton, žena bivšega predsednika Billa Clintona, je kot ministrica za zunanje zadeve v prejšnji demokratski vladi nadzorovala in v video prenosu spremljala aretacijo Sadama Huseina in zahtevala njegovo takojšnjo usmrtitev. Obstajajo posnetki za to, jaz sem jih videl, zaradi česar se je v delu javnosti prijelo ime Hillary namesto Hillary, ne. Kot najbolj paradoksalna ob tem pa se mi zdi ugotovitev, da republikanski predsednik Donald Trump v svojem klientelističnim biznisom usmerjenem mandatu
za razliko od demokratskih predsednikov pred njim, ni začel nobene vojne. Tako da, tole je bilo 5 zanimivosti povezanih z današnjim dnevom. Danes, če boste šli v Hofer, le dajte povedati, da je Hillary Clinton dobila 2,9 milijona glasov več od Trumpa. 100% bo to blagajničarko zanimalo. Tako da, zdajle je na vrsti zapisovanje jutranjih hvaležnosti. Recimo kakšnih 6-7 minut vam bom dal mir, spustim nekaj glasbe, potem je pa na vrsti, tako kot to ob torkih počnem, Jorge Bucay. Skratka, pisala v roke, zvezke v roke, pamet nabrusiti, pa zapisujemo jutranje hvaležnosti.
No, takole, kar se tiče mene, jaz sem z zapisovanjem hvaležnosti zaključil, 12 mi jih je uspelo zapisati. Tisti, ki ste še pri tem početju, seveda zadevo v miru dokončajte, kolikor hvaležnosti čutite, toliko hvaležnosti pač zdajle zapišite. Zdajle je čas, da Ata Markov prebere eno pravljico. Prosim, da ob tem ne zaspite. Ata Markov bere pravljice za spat vnučkom zvečer. Vi niste moji vnučki, pa tudi večerni zdajle, tako da bomo prebrali eno zgodbo, ki nam bo dala misliti, ne? Upam, da je razmerje mojega žametnega glasu in te glasbe v ozadju pravo, da slišite, kaj govorim. Če ne slišite, pa bomo pa to popravili. Skratka, današnja jutranja zgodbica Jorgeta Bucaya se imenuje V iskanju Bude. Buda je hodil po svetu, da bi našel tiste, ki so se razglašali za njegove učence in jim govoril o resnici. Ljudje, ki so verjeli v njegove besede, so trumoma prihajali, da bi ga vsaj enkrat v življenju slišali, se ga dotaknili ali ga le videli. 4 menihi, ki so izvedeli, da bo Buda prišel v mesto Vali, so otovorili svoje mule in se odpravili na potovanje, ki bo trajalo, če bo vse po sreči, nekaj tednov. Eden od njih je slabše poznal pot v Vali, zato je stopal za drugimi. Po 3 dneh jih je zajela huda nevihta. Menihi so stopili hitreje in prispeli do vasi, kjer so si poiskali zatočišče ter počakali, da je nevihta minila. Toda zadnjemu med njimi ni uspelo priti v vas in se je moral zateči v pastirsko kočo pred njo. Pastir mu je dal oblačila, streho nad glavo in hrano. Naslednje jutro, ko je bil menih pripravljen za odhod, se je šel poslovit od pastirja. Približal se je staji in videl, da je nevihta preplašila ovce ter da jih pastir išče naokrog. Menih je pomislil, da bodo njegovi tovariši sami odšli naprej, če ne bo pohitel, toda ni mogel nadaljevati poti, ne da bi pomagal pastirju, ki ga je prinočil. Zato se je odločil, da bo ostal, dokler ne zbereta vse črede. Tako so minili 3 dnevi. Potem se je menih odpravil na pot ter skušal dohiteti tovariše. Ko je stopal po njihovih sledeh, se je ustavil na neki kmetiji, da bi si obnovil zalogo vode. Ženska mu je pokazala, kje je vodnjak, ter se mu opravičila, ker mu ne more pomagati, saj mora nadaljevati z žetvijo. Medtem ko je pojil svoje mule in polnil mehove z vodo, mu je povedala, da ji je po moževi smrti sami z majhnimi otroki težko požeti pšenico, preden propade. Menih je sprevidel, da ženski nikoli ne bo uspelo pravočasno požeti pridelka, vedel pa je tudi, da bo izgubil sled za drugimi, če bo ostal, in tako ne bo mogel v Valiju pričakati Bude. Saj ga bom videl pozneje, si je mislil, ker je vedel, da bo Buda v Valiju ostal nekaj tednov. Žetev je trajala 3 tedne in takoj, ko je končal delo, se je menih znova odpravil na pot. Med potjo je izvedel, da Bude ni več v Valiju. Odšel je v neko drugo vas, bolj na severu. Menih je spremenil smer in se napotil proti tej vasi. Tam bi ga lahko srečal, če na poti ne bi naletel na starca, ki jo je odnesla reka in bi brez njegove pomoči prav gotovo umrla. Šele ko sta si opomogla, se je ponovno odpravil naprej, saj je vedel, da je tudi Buda nadaljeval svojo pot. Menih je 20 let hodil za Budo in vedno, ko mu je bil blizu, se je zgodilo kaj, kar ga je ustavilo. Vedno ga je kdo potreboval in tako nevede preprečil, da bi prišel pravočasno. Nekega dne je izvedel, da se je Buda odločil, da bo šel umret v svojo rojstno vas. Tokrat, si je rekel, je zadnja priložnost. Če nočem umreti, ne da bi videl Budo, se na poti ne smem ustaviti. Zdaj ni nič pomembnejšega od tega,
da vidim Budo, preden umre. Saj bo tudi potem čas, da pomagam drugim. In s svojo zadnjo mulo in nekaj živeža se je ponovno odpravil na pot. Tik preden je prispel do vasi, je skoraj pohodil ranjenega jelena, ki je ležal sredi poti. Pomagal mu je, mu dal piti in mu rane prekril s svežim blatom. Jelen je težko dihal in hlastal za zrakom. Nekdo bi moral ostati z njim, si je mislil menih, da bi jaz lahko nadaljeval pot. Toda nikjer ni bilo nikogar. Nežno je namestil žival ob skalo, položil prednjo hrano in vodo, tako da jo je lahko dosegla, in ostal, da bi šel naprej. Toda še preden je naredil 2 koraka, se je zavedal, da ne more stopiti pred Budo, ko pa globoko v srcu ve, da je zapustil nemočno in umirajoče bitje. Zato je raztovoril mulo in ostal, da bi še naprej skrbel za žival. Vso noč je bedel ob njej, kot bi bila otrok. V gobček je kapal vodo ter ji na čelo polagal mokre obkladke. Proti zori si je jelen opomogel. Menih je vstal, sedel malo stran in zajokal. Zdaj je po vodi splavala še njegova zadnja priložnost. Nikoli te ne bom našel, je rekel glasno. Nehaj me iskati, je odvrnil glas za njegovim hrbtom, ker si me že našel. Menih se je obrnil in videl, kako se je jelen napolnil s svetlobo in prevzel okroglo Budovo obliko. Izgubil bi me, če bi me pustil umreti, da bi odšel k meni v vas. Nikar se ne vznemirjaj zaradi moje smrti. Buda ne more umreti, dokler obstajajo ljudje kot si ti, ki so sposobni leta hoditi po moji poti, pri tem pa svoje želje žrtvujejo zaradi potreb drugih. To je Buda in Buda je v tebi. Evo, to je bila torkova jutranja zgodbica strička Ata Markota. Upam, da vam je dala malo za misliti. Jaz bi rekel, da mi je, tako kot to Bukejeve zgodbe vedno dajo. Pravzaprav se mi je zdela prav čudovita, ne. Tako da, če ima kdo kakšno misel v zvezi s tem, če je komu dala kaj za misliti, prosim, če to napišete v chat. Jaz se bom pa zdajle lotil še jutranjih afirmacij, tako da, če ste v priložnosti, se naslonite nazaj, udobno se namestite, nekajkrat globoko zajemite zrak skozi nos, če imate prehodne dihalne poti tam, seveda, pustite, da se svež jutranji zrak razleze po vašem telesu. Poskusite razmišljati o tem, da svež kisik pride prav do vaše ta-zadnje celice. Katera je vaša ta-zadnja, sicer ne vem, ampak zamislite si jo in kisik spustite tudi do te vaše ta-zadnje celice, ko bo enkrat telo in organizem in vaša duša polna svežega zraka. Tisto, kar se je nabralo in mora stran iz vaših življenj ter iz vaših teles, poskusite počasi skozi rahlo priprta usta pihniti ven. Če se je nabrala kakšna negativa, kakšna jeza, kakšna zavist ali kaj takega, potem pihnite z vso silo ven. Tudi to bo pomagalo. Mi bomo pa ta čas prebrali nekaj afirmacij. 10 natančno jih bo. Prva pravi takole. Ponosen sem na svojo sposobnost prispevanja pozitivnih stvari za življenje na tem planetu. Če hočete, si jih ponovite, ne? V mislih ali na glas. Druga. Imam neskončno zalogo novih idej, ki mi pomagajo postajati vedno bolj uspešen. Tretja. Sem zmagovalec in tako bom deloval vsak dan. Storil bom vse, kar je potrebno, da bom uspel v svojem poslu. Četrta. V svojem početju sem uspešen
in živim življenje pod svojimi pogoji. Number 5. Tako moji odnosi z ljudmi, kakor tudi moje trgovanje so in je zelo uspešno. 6. Navdušen sem nad vsem svojim početjem in to moje navdušenje prenašam na svojo okolico. 7. V svoje življenje z lahkoto pritegnem idealne ljudi. 8. Moje poslovne sanje se nenehno uresničujejo. 9. Kamorkoli pogledam, vidim blaginjo. In še zadnja za to jutro. Hvaležen sem za vse obilje, ki teče v moje življenje in se skozenj pretaka. Ko sem pa ravno govoril o hvaležnosti, sem pa zelo hvaležen tudi za malo ekipico 12 ljudi, ki me danes zjutraj poslušala. Posebej hvaležen sem, da imam Tino Vesno, ki jo edino vidim. Tako da, evo, to je ena taka ekstra hvaležnost. Upam, da ste se zabavali ali pa da ste me vsaj prenašali tele dobre pol urce, kolikor smo bili skupaj, in vas seveda vabim tudi jutri. Jutri je na vrsti spet epizoda Kremenčkovih. Malo imam že težave z vsemi temi kristali in kremeni in kamni in to šaro, ki jo imam. Več ne vem, katere sem vam že predstavil doslej in katerih vam nisem, tako da se mogoče kdaj zgodi, da bomo predal o kakšnem od kristalov že drugič. Vidim, da je nekaj reakcij prišlo tudi na Bukejevo zgodbo, zato zdajle bulam v drug ekran. Skratka, dajmo zaključiti to z eno lepo mislijo. Želim vam lep dan danes, želim vam tudi, če boste delali biznis, trgovali, služili denar, da ste pri tem svojem početju uspešni. Predvsem vam pa na srce in na duše polagam, povejte tistim, ki so vam blizu, da jih imate radi. Rad vas ima tudi Marko, tako da hvala, ker ste bili z mano. Jutri zjutraj se vidimo. Ajde, čau.